vedno bolj vidim, da sem ji zelo, zelo podobna. No, in ko sem to spoznala, da sem podobna moji mami, to pomeni, da sem jo začela sprejemati. In današnji video je predvsem namenjen vsem vam, čisto vsem vam, ki ne sprejemate svoje mame, zaradi tega, da vam pokažem, kako je pomembno, ko sprejmete svojo mamico, boste lažje sprejeli sebe, predvsem kar pa bo ta druga, najbolj pomembna stvar, boste začele zaupati. In ženske smo tiste, ki je prav, da začnemo zaupati, zato da ne vidimo čisto vse, ne da ne vidimo čisto vse, vedno pride potem do tega, da dvomimo v čisto vse, kar se dogaja. In to ni dobro v življenju. In zdaj, mami, kako smo se midve razumeli? Dej mi kaj povej. To je moja mama in moja mama Dragica. Moja mama govori tako, kao što priča, ali zdaj se bo potrudila, da govori najbolj slovensko. Mama, kako smo se midve pred leti razumeli? Kakor to, ampak zdaj pred 2 leti smo se začele zastopiti tako, kot bi se vsaka mama želela svojo hčer. Res je, mami. Ja, to je tako lepo slišati. Je. Ampak, da se pa midve danes zastopimo z mamico tako, kot je, se pa spomnim, da sem jaz mamo poklicala in sem rekla, mama je vedno čakala, da jaz njo pokličem, ker pač ne bi me rada motila, bi vse rada tako, da ko imam jaz čas, da pokličem. A kako je danes, majko? Jaz bi tebe zmeraj poklicala, ampak nisem hotela motiti, ko vem, da imaš veliko dela, da delaš drugače. Od zdaj naprej ni problema za mene vsak dan. Če treba 2-krat, 3-krat te pokličem, ni problema. A se spomniš, kaj sem ti rekla, zakaj me moraš poklicati? Zakaj mora mama poklicati mene, ne jaz mamo? A se spomniš? Ja. Kaj je bilo to, zakaj sem ti rekla, da me pokličeš? Ja, zato, ker morajo mame poklicati svoje otroke, a ne otroci mame. Jaz sem ti pa takoj povedala, Tanja, jaz bi tebe večkrat poklicala, nisem hotela, vem, da si zaposlena, da delaš. To tudi pomeni tako, no. Ko mama pokliče svoje otroke, s tem pokaže, da se ima rada, ker midva sva se njej rodila, kar pomeni, da ona nama dala življenje. Moja naloga je, da pokličem jaz moja 2 otroka, mojega Tijana pa Tristana. Medtem ko pri brati pa pri sestrih je to tako. Jaz imam starejšega brata, pa nama ni kdo bo koga poklical. Pač takrat, ko kdo čuti, je prav, da se pokliče, ampak res na tedenskem nivoju je pa dobro, da se slišimo. Zakaj tudi to rada izpostavim temo? Tudi midve z mamo sva pred letih, kadarkoli je kaj govorila, me je takoj zmotila. Se spomniš, mami? Spomnim se. Ti si mi skozi pometovala, se tudi to spomniš? Pa dobro, pometovala. Vsaka mama najboljš misli svojim otrokom. Se strinjam, vsaka mama. Tako jaz to zdaj otrokom, tako da najboljše mame so tiste, ki ne pokvarijo svojih otrok, ko čim manj pametujejo, zato ker ne dajo ran naprej. Tako da, kaj mi je bil danes predvsem želja, da vidite mojo mamo, da sem ponosna na njo, da jo sprejemam, da jo res sprejemam z vsem tem, kar je in da ji hočem, kaj rečem? Rečem ji vedno hvala mami, ker si me rodila, ker mi je ona dala življenje. Jaz pa mojim otrokom rečem hvala, ker sem lahko vajna mami. Mami, bi še nekaj povedala? Jaz pa tebi rečem hvala, da obstajaš, da sem ponosna na tebe, da te imam. Ja, to pa res, Ja. Ko so starši ponosni na svoje otroke, potem je vsekakor lažje. No, ampak kaj je bistveno, ko sprejmete svojo mamo, kakršnakoli pač je? Ja. Mama mi je super, pogledajte, kako dobro zgleda. Ja, Še vedela ni, da se bo snemala. To pomeni, ko sprejmete svojo mamo, lažje začnete sprejemati sebe. Resnično lažje začnete sprejemati sebe. Tako, ne rabi biti vse popolno, vse perfekt. Kje smo si bile midve z mojo mami kot drugačne? Moja mama je bila čisto vseeno, kako je oblečena, pa gre ven. Meni je bilo to malo. A se spomniš? Ja. Ti si se pač, trenerko pač vodi se, je treba iti. Ampak, ko to naredite, začnete zaupati, začnete spremljati, odkot ste prišli. To predvsem s tem poudarjam, drage ženske, ker smo mi prve, ki moramo v odnos spustiti zaupanje. Če mi spustimo v odnos zaupanje, potem ga lahko tudi zgradimo s partnerjem in posledično tudi z našimi otroci. Če pa vidite, da pač to ne gre, da pa res ne gre, moja mama si ful srčno želi na obred, pač nažalost ne more, ker ima to veliko tableta. Ja. To v drugem življenju. V drugem življenju sigurno gremo. Sigurno bomo delali ta del. Ja. Tako da, ene lepe praznike vam želim in delajte na sprejemanju svoje mame. Jaz pa rečem vsema, zastopite se sa svojim otrokom. Nič
Noben ni važnejši od vaših otrok. Ja, to To pravi. je najlepše veselje v življenju. Če imaš rad svoje otroke, imaš rad sebe. Jaz imam spoštovanje od svojih otrok, vnukov, od vseh. In sem ponosna babica, mamica, pa tudi tašča. Ko včasih rečem, da je tašča, da je hladna tašča dobra, ampak ne, pri meni je obratno. Res, Ja, res tako. je, res je. Ja. No, to pa je tudi en velik plus, Ja, no? točno. Da Zelo. moja mama izredno veliko da na mene pa na mojega brata, oziroma na vse, na vnučke, Na vse, na vnučke, vse. na... Jaz imam spoštovanje od vseh, vse sem lepo rekla, imam spoštovanje od zeta, od vnukov, od tebe, od Gorana, od Nine, od vseh, od Igorjeve mame, od mojega zeta mame. Od Vsi vseh. vsi. Od vseh. To je bilo danes. Maj se začenja maj ljubezni. Povežite se s svojimi starši, predvsem, drage moje ženske, povežite se s svojimi mamicami, koliko to koristi. Še posebej tiste, ki imate punčke, ker ta ljubezen se prenaša naprej. Veste pa, da vsi vzorci, katere ne razrešite starši, potem jih prenesete na svojo družino. Ne gre, če ne razrešite v primarni družini, Ja. ti si moja primarna družina, pa sem pa bila moja sekundarna, zdaj pa to obratno. Vse tisto, kar niste doma uredili, pač ne morete urediti v svoji družini. In tudi nekaj drugega je. Nihče nas ni nikoli učil, kako postati žene, kako postati mame, kako, ne vem, imeti dom, srečen dom. Vse to se lahko naučite, sem najprej tako, da sprejmete, kar je vašega za nazaj. Seveda, mi podedujemo 7 generacij vzorce. In potem, ko to razrešimo, lahko tudi na novo postavljamo. Tako da, dragi moji, lepo se imejte, en lep dan vam še želim, jutri pa krasen teden, jaz se že veselim. Joj, zakaj sem tudi mamiko vzela? Zato, ker jaz imam z drugo skupino akademije, imamo postavitev družine in imamo mamo. In vem, da se pri ženskah največ dogaja takrat, ko pade v proces mame. Saj veste, mame so bile vedno stroge, so bila stroga do mene. To pa to. Pa dobro. Pa dobro, to je zdaj, zaboravimo na to. To je prošlo. Tako. To je bilo, kako je bilo. Ampak, ja, res si pa rekla, vedno nam pa želite najbolje, ampak včasih to najbolje mi drugače razumemo. Ko sem jaz videla na postavitvi družine, mama, da sem bila jaz fejs stroga do tebe, prav videla sem, kako se me je bala moja lastna mati, sem rekla, oh my god, sem že takrat vedela, kaj hočem v življenju. Tako da, toliko. Jaz mislim, da je to dovolj. Radi se majte. Ljudje. To je najvažnejše, da se zastopite in radi imate. Samo ljubav v srcu. To cenim, ljubav v srcu in duši. To je cela naša družina. Ja. Jaz sem rekla, moji starši meni mogoče niso dali premoženja, so mi pa dali največje bogatstvo tega Jaz sveta. tudi imam največje Ja, bogatstvo. so mi dali pa polno srce, da je srce odprto in odprto za ljubezen, resnico, srečo in kaj še, in za pozitivno naravnanost. Samo pozitivno. Kakav je jutro, takav je dan. Jeste. A kakaj je večer, mama? Pa dobro, jaz sem sama. Meni je zmeraj dobro. Ok, čau, lepo se imejte.